Poglej, na avtocesto gremo, pred mano pa en M4. A če na avtocesti ni omejitve, misliš, da bom lahko, če bo model pospešil, držal korak z njim? A nas vse malo zanima to zdaj, mene tudi. Yo, dober dan. Ej, čisto hitrico, zato ker mislim, so avti tako hudi, da po mojem najbolj že kar tja skočimo, pa da začnem delati pa snemati. Sem v Münchnu v Nemčiji, sem me je povabila znamka Cupra. Avta sta pa dva. Boš zelo hitro videl, katera dva, sta pa oba zelo hitra. Fajn bo. Ok, to je to. Cupra dej. Tega še nisem imel nikoli. Gremo. A ja, tako kot zmeri. Pardon, telefon. Evo, mi smo pripravljeni. Avtomobili, ki jih vidiš za mano, verjetno si kaj že prepoznal. To se pravi, imamo Cupra Leon, karavanska, pa tudi kombi limuzinska izvedenka, pa ne samo to, poglej kaj je na drugi strani. Evo, en poster Formentorja, pa ne samo to, imamo tudi prave avtomobile, poglej, parkirani so točno tamle. In zdaj približno veš, kaj bo danes na spisku. Drugač pa, vse je jasno, ne? Formentor je ene vrste SUV, je tudi povsem prvi avtomobil, ki so ga pri Cupri zasnovali iz nule, na novo. Zdaj pa najprej na vrsti tiskovka, kjer avtomobilu zvem še več, potem se gremo pa pelat. Vožnja je razdeljena pa na dva dela. Prvi del obsega te avtomobile, ki so namenjeni za vožnjo po običajnih cestah v okolici Münchna. Ta drugi del, to se zgodi pa na koncu, gremo pa na ene vrste improvizirano pisto, oziroma poligon, kjer bomo avte spravili do meje, pa mogoče še malo čez. Poglej, v tem trenutku se po pisti že preganja en Formentor, vidim, da je za volanom Blaž Poženel. Blaž Poženel je urednik AMZS Motor Revije, to je isto uredništvo, v katerem dela mimogrede tudi Jure. Evo, tiskovni konc, vreme ne ve, kako bi se odločil, pravi, da bo spet sonce, bomo videli. V glavnem, avtomobili so pomembni, dajmo se posvetiti najprej Formentor, pa Leon. Mogoče najprej malo na splošno. Lej, znamka Cupra je stara zdaj koliko 2 ali pa dajmo reči 3 leta. V tem času so prodali 55.000 avtomobilov. Formentor je naslednji korak, pravzaprav avto, ki ne bi povsebljal vse, za kar se znamka zavzema, pa ne samo to, tudi podvojil ne bi prodajal. Pa da ne boste rekli, da se ne dotaknem osnovnih podatkov, poglej, avto je postavljen na MQB Evo platformo. Dolg je švoh 4 metre pa pol, medosna švoh 2,7 metra, malo višji od metra pa pol je tudi, prtlažnika tega je pa za 420 litrov. Lahko ti ga tudi pokažem, če hočeš. Evo, odpri se, no vidiš, takole to zgleda. Zdaj pa, kje je zdaj že tale modelček? Evo ga. Inženirji so posvetili ogromnega časa predvsem voznim programom. In tega je toliko veliko, da brez veze, da ti razlagam za vsakega posebej, sem fotku, prosim lepo, tako kot ste navajeni, vzem si čas, stisnem pauzo, pa preštuderi, ker tega je res veliko. Pa mogoče še ena stvar za omeniti, poglej zavore. V tem primeru gledaš številke 370 mm kolute. To je doplačilo, lahko so koluti tudi manjši 340 mm. Pa tam so čeljusti črne, tukaj so pa zlate. No zdaj se lotimo pa še ene stvari, ki je zelo pomembna, govorim o motorjih. Situacija je taka, na slovenskem trgu je v tem trenutku na voljo Formentor s 310 konji, to je tak, ki ga bom vozil danes, 4-kolesen pogon, serijsko. Ampak z mesecem novembrom pa pride tudi ena 5 TSI, ali z ročnim, ali pa z DSG menjalnikom, sprednji pogon. Naslednje let bo pa pazi na voljo in zdaj dol špegam 2.0 TSI DSG 4 pogon 190 konji, pa 2.0 TSI DSG z 245 konji. Prišel bo pa tudi priključen hibrid s praktično enakim pogonskim sklopom, ki poganja tudi Cupra Leona hibrida, in sicer z 205 ali pa 245 konji. To se pravi, imamo vse, ne? Bencinarje, dizle, pa še priključne hibride. Pa da ne boste rekli, da Leona zapostavljam, tukaj situacija ni toliko jasna, kdaj pridejo kateri motorji, ampak tudi tukaj bo motorna ponudba razvejana podobno kot pri Formentorju, samo da še ne vemo, kdaj pa kako, točno. Tako da boš da nič ne reče, nam kakšne neumnosti povedal, ne? Ok, a se gremo pelat, pojmo. Avto že laufa, hvala, tudi porihta so ga, kar se tiče, ne? Vidiš, kaj piše? Vidim, da je nekdo pred mano sedel zelo visok. Volan malo bližji. Torej od teorije k praksi, poglej, takole izgleda volan. Pa še eno stvar sem opazil, poglej to. Mal fake carbon fiber, dol na tepikih, všeč, nice touch. Zdaj sem se pa jaz tako odločil. Glede na to, da me na koncu čaka poligon, bom za poligon prišparil vozni program Cupra, ki je najbolj športen. Zato, ki bom zbral pa, kaj imamo, individual, normal, ne? Da vidimo, kako se avto obnaša, pa odziva pri običajni vožnji. Ker konec koncev, ne glede na to, kakšen športen zanesenjak si, velika večina časa boš preživel na cesti. In takrat je pa pomemben, ali je podvozje ne samo športno, a ti nudi tudi nekaj udobja, ker ga boš zihar od tega avtomobila tudi zahteval, ne? Je fajn, da zna biti podvozje dvolično. Ok, pojmo. Aha, evo, točno to sem iskal. Urbano okolje, sem pa je tudi kakšna zmahana cesta, skratka scenarij, ki je zelo realen in s katerim se bo ta avto verjetno srečeval pogosto. In ta prva stvar, ki sem jo opazil, da razen malo poudarjanja čvrstosti, sedim visok, vidim ven kar dober, karosserija je športno, bom rekel, naravnana, ampak
je preglednost, ne bom rekel nadpovprečna, no, ampak ni švoh. Volan pa sedež sta pa tista, ki me ves čas opominjata na to, v kakšne vrste avtomobilu sedim. Volan zato, ker je izrazito športen, tudi s tole plastiko oziroma gumo hoče na en način dati občutek ogljikovih vlaken. Logotip je itak totalno in your face, potem pa še te dve stikali tukaj, pa šivi v tej Cupra barvi, skratka občutek je ves čas rokovanja nadpovprečno športen. Ta druga stvar je pa sedež, poglej, se bo malo naprej nagnil, vidiš, vzglavnik je integriran, tudi bočna opora je, pa ne moram se niti malo pritoževati. Lepo me objema ves čas. Pa tale trasa je prijetno ovinkasta, bom vsem prestavil v program šport. Slišiš spremembo zvoka, tako je avto postal bolj odziven, ko pride do krmiljenja, do odzivnosti stopalke oziroma motorja. Tudi na splošno se mi zdi, da je rekel, aha, ok, kaj bi rad? Športno? Ok, ni problema. Tak feeling dobiš, no? Ker je vse skupaj tudi malo bolj čvrsto. Fajn, mi je všeč. Ko pride do oprijema, pa itak ni vprašanj, mislim, 4-kolesen pogon je tisti, ki poskrbi, da je praktično ves navor, ki ga je motor sposoben dati, res speljan tudi na kolesa na učinkovit način. A kaj mi pa ni všeč? Ja, zvok, poslušaj. Ma čuti se, da je malo umeten, no. Saj ne moram reči, da je slab, ampak kaj pa jaz vem. Prav navezal se pa na njega ne bom, moram priznati. Ok, hitra pauza, pol pa naprej, mislim, nazaj. Poglej, na avtocesto gremo, pred mano pa en M4. A če na avtocesti ni omejitve, misliš, da bom lahko, če bo model pospešil, držal korak z njim? A nas vse malo zanima to zdaj, ne? Mene tudi. Dajmo pogledati, koliko sem danes kaj ljub temule M4 Farrarju. S tablico FS, JT, nič posebenega, ampak na koncu pa 666. No, da vidimo, kaj se bo zgodilo. Ja, masa stopla po gasu, ne? Se mi zdi, da on ni čist do konca, sam tam do 190 so bila luštno skupaj. In zdaj na koncu, končno še poligon. Poglej, v tem trenutku sedim v Leon Cupri in sicer v hibridni izvedbi. 1.4 bencinar, skupna sistemska moč 245 konjev. Avto zgleda top, sploh v tej mat barvi. Gre pa za priključenega hibrida, pa že način, kako zaštartaš motor je malo drugačen. A veš, pri običajnem Leonu ga prižgeš tukaj, tako kot pri Golfu pa pri Octavii. V tem primeru je pa tukaj stikalo za izklop stabilnostne elektronke. Tukaj vidiš pa stikalo za zagon motorja. Sicer motorja ne bom zaslišal, zato ker gre za priključenega hibrida. Štrom, že laufa. Pa da vidimo, kako se dec obnaša tudi v praksi, takrat, ko je treba pa vse malo več znati. Wheel spin v prvi, valjda logično, pod lehjem okrog. Prva stvar, ki jo moram pohvaliti, je krmiljenje. Vse to sem malo že pričakoval zaradi običajnega Leona, ampak vseeno zelo lepo je progresiven. Pa veš kaj, dejansko mi je všeč, da je asfalt še vedno malo moker, kar pomeni, da do meje pridem prej in tudi zelo hitro lahko ugotovim, kaj se zgodi, ko avto do tja pride, je kar predvidljiv. Pogon je spreden, ampak moram priznati, da sem presenečen na tem, koliko gripa ti da, predvsem ob vstopu v zavoj. Se pa, če greš preveč po gasu, se hitro zgodi, da točno to, kar zdaj, da gre nos čez. Ja, my bad. En količek sem podrl. Pardon, malo sem šel prebliz, z zadnjim kolesom sem delal. Zdaj gre pa prijazen gospod pobrat. A veš kaj, tako jasno? Motor oziroma pogonski sklop je predvsem zaradi elektrike izjemno odziven. To bodo, oziroma bomo športni vozniki zelo cenili. Vidiš, ovinki so razmeroma kratki pa počasni, ampak dajo pa avtomobilu zelo velikega dela in se tudi zelo hitro naučiš, česa je avto sposoben v ekstremnih razmerah. Pa še nekaj si zapomnim, kaj je ključno pri športni vožnji. Če se le da, prosim lepo, drž obe roki na volanu ves čas. Kadarkoli začneš med zavojem, recimo, če je razmerom ozek preprijemati, to pomeni, da na nek način zgubiš stik z avtomobilom in v trenutku, ko začneš zgubljati ta stik, ja stari, pol nisi več v stiku z avtomobilom, tako kot bi med športno vožnjo mogel biti. Ok, kaj sem od te vožnje odnesel? Prvič, odlično krmiljenje. Drugič, 245 konjev je veliko, ni pa to, da bi me odpihnili, pa da bi rekel, noro, kako lep. Ampak to, da ti pomaga elektrika, sem prej poudaril v avto, športni vozniki bomo to cenili, ker je odziv praktično takojšnji. No, zdaj na vrsti pa še ta drug avto Formentor. Tale je 2.0 310 konjev. 4 rori, to mi je všeč.
Kaj posnamem en štart od zunija, najboljš. How do I start the procedure for the launch? First of all, ESC and sport mode. Press the button briefly, then put the gearbox in S. Now left foot on the foot brake, full braking, maximum power, flat out on the gas, and release the brake. Thank you so much. Aha, launch program active. Pejmo. To je pa druga zgodba, stari. Zato, ker sem malo pozabil, da ta avto nima sprednjega pogona, da tukaj ne bo nič praskanja. Dobro me je katapultiral, moram poudariti, da je podlaga, nisem res face drsi. Leon se je precej matro, da je najdu grip, ampak moram reči, da je vse skupaj kar dobro korigiral, stabilnostno elektronko. Tukaj pa, ta prva stvar, ki jo opazim, pismo. Jasno mi je, da sedim višje, ampak nimam pa občutka, da bi se karoserija bolj nagibala kot v Leonu, ker je pravzaprav samo pohvala. Pa dobro, 310 konjev, to tudi naredi razliko. Pa zdi se mi, da je zadek bolj nagnjen k temu, da pobegne. Če bi me vse skupaj izklopil, bi se zadeva prevesla verjetno en tak kontroliran zdrs, tako je pa elektronka vsem mečken pomagala. So, welcome on board. Thank you so much, Matthias. Are you a good driver? I don't know. You are the one putting black lines here. I hope so. My mobile phone. He wants to charge your mobile phone. Smart guy. Smart guy, thank you very much. I don't really care about this now. That's what I'm talking about. Lej, ti čisto po domač povedal. Jaz vem, da sem precej dober voznik. Mislim, se znajdem za volanom, znam peljati hiter, znajdem se na veliko različnih podlagah. Ampak, ko se usedeš za volan s takim ibermojstrom, kot je Matthias Ekstrom, pa vidiš, da there's levels to this shit in ja, nimaš kaj. Dec ti da hiter vedeti, koliko je ura. The best. Mislim, noro. Can you name me like one or two favorite tracks that you've driven and maybe why? Yeah, Nürburgring, Nordschleife. Okay. Fast corners, slow corners, narrow, steep up, steep down, and really small runoff areas. So there's no room for error. Bathurst in Australia, super fast, super slow, narrow, bumpy, blind crests, concrete walls. I think circuit, I need to mention Zandvoort because I had so much fun there over my life. Great racing. The rough tarmac makes the tires really suffer. Super fast corners, super nice sections, good places for overtaking and great racing. Thank you so much. Cheers, man. And I wish you success in e-racing. Take care, bye-bye. Thank you. Za konc pa še nekaj, kar nisem niti načrtoval, da bom videl, še manj pa, da bom to vključil v vlog. Ampak, vidiš to zver za mano? Lej, ti bom zdaj vse razložil. To je dirkalnik za serijo, ki v bistvu še ne obstaja, ali pa dajmo reči, da obstaja samo na papirju, bo pa hudo zanimiva. Kar v tem trenutku gledaš je ene vrste vizija znamke Cupra, ki je zelo tesno povezana z elektriko in z dirkanjem. Gre za koncept električnega dirkalnika, ki naj bi dirkal tekmoval v seriji Extreme E. Zadeva se začne leta 2021. Serijo si je izmislil Alejandro Agag. On med drugim si je izmislil tudi serija Formula E, to menda že poznaš. Dirkal se bo v ekstremnih in, če rečem, zelo odročnih okoljih, pravzaprav povem čist premalo. Za volanom dirkalnika, ki je v tem trenutku res še samo izgolj koncept, bo sedel pa Matthias Ekstrom. Za oprijem se pa ne bo zabat. A veš, a si nalepko si že opazil? Zdaj pa prosim po stari, daj poglej to Conti gumo. A veš, Continental bo partner te serije in ta guma je bila pravzaprav narejena z mislijo na ekstremne pogoje. Ne glede na to, kje se bo dirkalnik znašel, ali bo to v arktičnem okolju, ali bo v puščavi, na pesku, bo oprijem zagotavljala ena guma. Zdaj si pa ti predstavljaj, ne? A ti veš, kakšne obremenitve mora guma prenesti v električnem dirkalniku skoliko? 500-600 konj, pa da mora delati dobro povsod. Mimogrede, verjetno si že opazil tale print na gumi, meni je zanimiv, tudi zato, kaj ponazarja oziroma na kaj opozarja. Rumena, puščava, pesek. Zelena, pragost, gozdovi. Modra, oceani. Bela,
led, arktična okolja. Drugače pa ne rabiš vedeti o gumah veliko, ne, da slutiš, da zadeva grab 100 na uro, kramparce, le kakšne so. To sem hotel pripraviti za na konec, ker se mi je zdel pač zanimiv opozoriti na električno dirkaško serijo, ki bo malo drugačna, kot si verjetno zdaj vajen. In to je to. Zdaj pa mislim, da sem povedal vse. Dost o Cuprah, pa nekaj malega tudi o dirkanju. Lepo se imejte, folk. Ajde.